Lepo pozdravljeni v podcastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in danes se bom pogovarjal z gospodom Alojzijem Volcem. V tem pogovoru se bo dotaknila odraščanja s hemofilijo, zanimivih življenjskih prigod, kot na primer, kako se je znašel na naborništvu za vojsko, pa kako se je udeležil svetovnih iger za invalide, kar danes poznamo kot paraolimpijske igre, in kako je pa živeti s hemofilijo danes. Tako da, lepo pozdravljen, Alojzij. Lep pozdrav. Dajva kar lepo na začetku. Kakšen je bil Alojzij kot otrok? Ja, jaz bom začel čisto na začetku, tako kot vem. Ko sem bil star 8 mesecev, sem imel tukaj na prsnem košu eno modrico, a ne? Ja. In takrat je nastala panika doma in iz pediatrije so takrat hodili takole po Sloveniji, ti pediatri. No, in je bil kot en posvetovalni dispanzer, a ne. In takrat glih na srečo je bilo to v Kranjsgora, takrat, ko je mama videla, a ne, isti dan je bilo to v Kranjsgora v zdravstvenem domu in me je peljala dol pokazati. No, in potem so mi tam vzeli kri in so ugotovili, da imam pomanjkanje faktorja 8. To je tudi v pošti pol dobila. In tako v otroštvu je bil, pa jaz sem imel probleme, naprimer krvavitve z nosa, pa pri izpadu mlečnih zob, sem bil na stomatološki kliniki, ampak spet je bilo tako. Tam sem en teden ležal, tisti zob se je nekako rana zacelila, pa sva šla domov. Sem prišel domov, isti dan sem ugriznil piškot, je že drug zob prišel, smo šli spet nazaj na stomatološko, tako da smo bili skozi na poti. No in pa istočasno s tem so se pa začele pa tudi krvavitve v gležnje. Aha, ok. Ja, in poj, kadar je bila krvavitev v gleženj, so me peljali na Jesenice v bolnico in tam sem v 4 krvodajalce. Tako, ko sem prišel, ne glede kdaj, po noč, zjutraj, kadarkoli, je, ne vem, je to bolnica ali kdo je tem 4 montiral telefon doma, a ne. In so jih poklicali in je prišel in jaz sem ležal tam na postelji. Vmes je bila španska stena in njemu je žile ven, meni v žilo not, ampak to je bil Sizifovo delo, krvavitev čez en teden, mislim, čez par dni je sama, ker ni imela kam več teči do gleženj not. Boleli je ko 100 hudičev, dejali so mi proti bolečinam, ampak pa je to samo izvenelo, mislili so pa, da so pa s tem me pozdravili, ampak pa so videli, da ne. No in poj tam nekje, pa vem, ki sem bil starene, enkrat je bilo pa tako, sem bil pa na pediatriji, ko je kočnik šel ven, in je bolj krvavel, se ni ustavil s tistim tamponadom, pa to, kar so mi delali, pa takrat moj stric, pravzaprav od očeta, bratranec, je bil predstojnik stomatološke klinike, Ratko Čelesnik. In je poklical na pediatrijo, in je prišla profesor Benedikova, no in od takrat sem se jaz pa začel zdraviti na pediatriji. Sem bil star tam nekje 8 let. Pravi, vsakeč, ko si imel krvavitev, te je mama mogla nabasati v avto? Avtobus, nema avta. Avtobus, Takrat je bilo fajno, veš, na vsako uro je vozil avtobus z Rateč v Ljubljano, vozil je 2 ure pa pol, na vsake pol ure, mislim, na vsako polno uro do Ljubljane, na vsako pol ure, rečemo 9:30, 10:30 in tako naprej, pa do Jesenic, in tako da smo imeli dobre linije, veš, dobre povezave, to je bilo
vsako uro na avtobus, pa smo šli, a ne, tudi zadnji je peljal ob 11. zvečer v Ljubljano, a ne, in tudi marsikdaj so šla s pismo potem na pediatrijo. Tako da, no, in takrat sem se pa začel zdraviti na pediatriji. Je bilo pa tako, a ne, da v Ratečah je bila osnovna šola, veliko sem manjkal. Takrat se nobenemu ni dalo ukvarjati, rečemo, s tabo. Poj najlažje je bilo učitelju napisati neocenjen in fertika, ne. Ja. In sem bil neocenjen in potem je pa, ne vem, tam 67. 67. Imam tam tudi odločbo skupščine občine Jesenice, a ne, so brez soglasja staršev sprejeli sklep, da zaradi bolezni in tako naprej, a ne, da ne moram obiskovati šolo v Kranjski Gori, da me dajo v Zavod za usposabljanje invalidne mladine v Kamnik. In ker sem bil pa jaz kmečko zavarovan, a ne, ker nobeden od staršev ni bil zaposlen, je bilo vse, ves prihodek je bil iz kmetije, sta mogla pa starša potem doplačati za bolnico kot za Kamnik poja, ne. Vse to imam tudi račune še spravljene, no, in tako da nekako tam od 67. leta sem bil v Kamniku, v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine, in takrat sem se spoznal, rečemo, športom, a veš, to je bil internat, telovadnica, vse smo imeli na dosegu roke, na tele mize za namizni tenis, in jaz bom tako rekel, da sem bil kar zasvojen s tem igrami z žogo, a ne. In zgodba ta, kako naj rečem, nemirnega duha se je ponovila tudi tam, a ne. Igrali smo od nogometa, košarke, namiznega tenisa, pa smo tudi začeli to odbojko sede. No, in včasih so nam pobrali žogo, smo igrali fuzbal in smo s kamnami igrali naprej, a ne. A veš, zato, da fizioterapevtke niso imele prav, ampak da imamo mi prav, a veš, nismo nehali in so mislili, da bomo nehali, ampak smo nadaljevali. In se je velikrat naredil, da sem jaz ob 10. dopoldne šel s pediatrije, ob 5. popoldne sem bil že na isti postelji nazaj z drugo krvavitvijo. Sem brcnil 2-3 v kamen, je bil pavc tak, da hoditi nisem mogel, ali pa če je kjer drug brcnil, pa je kamen odskakal, pa mi je ugležen preletel, ali pa tudi pri košarki, kjerkoli, ne. Mi smo, skozi smo bili v telovadnici, no, čisto bom rekel, v šoli pa v telovadnici, ali pa odzunaj na igrišču. No, in tam je bilo tudi, jaz bom tako rekel, ne, da jaz ne bi imel toliko prizadete sklepe, če bi bil bolj umirjen, ampak bistvo pa je, da mi za nobeno stvar ni žal. A veš, in tam sem v Kamniku sem se potem izučil dokončal osnovno šolo, naredil to poklicno šolo za RTV mehanika. In pa sem se zaposlil v Iskri na Blejski Dobravi, pa sem pa dokončal to srednjo šolo, a ne. 2 leti sem jo delal v Radovljici, kao ob službi, a ne. In da sem dobil, da sem elektrotehnik, šibki tok, danes je to mehatronika, ne. Bravo. Nisem vedel, da si mehatronik ti. Ja, zdaj je tak naziv. Prej smo bili pa elektrotehnik, šibki tok, ne. No, in pa je bilo pa tako, ostali smo pa ena skupina iz Kamnika 6, ko smo bili pa 3 so ostali v Ljubljani, jaz sem bil v Ratečah, 2 sta bila pa v okolici Ljubljane. In pa sem jaz vedno po službi v petek, sem šel v Ljubljano in smo se dobili tam na Kodeljevem pod baldahinom
No, in smo igrali košarko, pa namizni tenis tam na Kodeljevem. Pa zvečer smo pa na tekme hodili, košarko, rokomet, žensko košarko, skratka, vedno sem pa prespal pri enemu ali doma, ali pa dva sta pa še študirala naprej, tako da je bil tam doma Ivana Cankarja v Ljubljani, ali pa tle akademski kolegi, vedno se je kakšna pojsla najdla za vikend, da sem prespal, da ni bilo treba prenočišča okoli iskati. Kako je bilo takrat s krvavitvami? Takrat je bilo tako, prišel sem, krvavitve so bile, ampak zanimivo je to, jaz za vikend, ko sem bil aktiven, nisem dobil nikoli krvavitve. Res, ni bilo, ampak vedno se je pojavila tam v sredo. Ali pa torek, sreda, sem pa zakrvavel, pa smo šli pa od začetka na pediatrijo. Ko so pa rekli, da sem prestar, sem šel pa na hematologijo k doktor Andolšku. Če bi jaz Andolšku govoril, kaj delam, kaj se ga kap zadela. Da sem vedno govoril krvavitev, da je spontana, pa tudi če sem kje padel ali karkoli, spontano, fertik, pa sem imela, ni bilo treba več razlagati. Zdaj si, prej sva preskočila, mi nisi povedal, kako je pa bilo napredovanje tega zdravljenja. Na začetku si rekel, je bilo iz žile v žilo, ko so v jesenicah. Potem si prišel na pediatrijo, takrat je bilo še zmeraj. Je bila tista frakcija 1, to je bila neka plazma. Frakcija 1 se je imenovala, zdaj ne vem, bilo je armeno, bila je plazma, samo ni bilo koncentrirano. Tista frakcija je tekla, kaj pa vem, skoraj eno uro, tam 2-3 flaše so bile, ampak to se pa ne spomnim, je bilo zmrzneno, je bilo tako, to pa ne vem, ko sem bil še premejhen. Ampak je učinkovalo tisto, kako je bilo? To je bil, mislim, sam bilo je boljš kot nič. V bistvu tam bi mogel izredno veliko količino dobiti, da bi vsej mogoče nekaj, sam spet, te krvavitve v sklepe so tako. Jaz sem v takrat krvavitve v sklepe, ker se sklep napolnja, je fertika. Nima kaj jeti, seveda. Ja, in je gmah, sicer boli, no, takrat sem bil, tam je bil tale, pa se nam spomnim zdaj, Valoron. Valoron so nam dajali kapljice na cukor, pa si mogel v ustih stopiti, ampak tisto je bilo 2 dni, te kapljice je mal 3 dan, brez tega zaspati nisem mogel. Sem hodil okoli pa fehtal po noč, da mi je eno kapljico dala na cukor, da sem zaspal. Ko je pa prišel krioprecipitat, tam je pa že bil, bom rekel, viden učinek, tudi da, kaj jaz vem, sem prišel na pediatrijo, ko me je bolel, sem dobil tisto Valeron, zato da sem ležal, da mi je ta krioprecipitat stekel. In ne vem, naslednji dan, ko sem ga spet, včasih so dajali na 12 ur, ta krioprecipitat, in naslednji dan že ni bilo bolečine, sem že brez protibolečinskih lahko bil, sicer še vedno je bil vse zatečen, ampak ni pa več bolela. Tukaj je bil, se je videl, da se krvavitev ustavlja. No in moram pa še to reči, da sem pa izredno malo reakcij. Reakcije, kako? Krioprecipitat. Veš, tam noč so bile vse vrste beljakovin, nekateri krioprecipitat je bil armen, nekateri je bil pa bel, kakor da ti mast v žilo teče. Se prav tak sluz je bil, veš, in ponavadi, koliko smo bili
na pediatriji, a nek te je bolel, ki si ležal, pa si težko ležal, pa vedno nas je bilo več. Smo drugemu si pomagali, da si tam pri filtru predsvikal, pa si pritisnil, da je hitro šlo tisto, kar je bilo v filtru užilo, pa si spet spustil, da je z flaše dol se filter napolnil, spet stisnil, pa pritisnil, da je šlo užilo, da ni, ne vem, tekel pol ure, ampak da je bilo v 10 minutah gmaha, ne. A veš, ja, hitro je prišlo, ne. Pa vedno so bili očitki, da to ni dobro, ne, da ni razporejen po krvnem obtoku, ne, da nekje je poj več, nekje ni nič, ne. Ampak briga je mene to, ne, pa vse ta druge, ki smo tam ležali, ne, glavno, da je hitro, takrat, ki te je bolel, ko me pa ni več bolel, me je tekla, ne. Veš. In no, ta krioprecipitacija je bil pa poj tisti viden, rečemo, napredek napram tej krvodajalcem pa frakciji 1. In jaz imam še tele izkaznico, hemofilika, 67 leta sem jo dobil na pediatriji, takrat je bila že Dolničar, še podpisana not. No in zanimivo na temu je, da se ne obračajo odzadaj na hrbtni strani, ki je navodilo, da se ne obračajo na pediatrijo, ne, če me je dobijo, ampak na center za transfuzijo krvi. Povej mi še kakšno štorijo, verjetno predvidevam, no, ker sem slišal že dosti zgodb od drugih ljudi. Kako je bilo pa na pediatriji biti z ostalimi hemofiliki? Je bil žur? To je bil dopust. Mi smo bili sploh, veš, dober ti, oba dva Faganela sta bolj malo ležala na pediatriji. Tušar tudi bolj malo, največ smo bili tam skupaj, to je bil Srečo Šuštar z Metlike, ki je že pokojni, ampak pa smo bili pa ti, Boško, Mušič, pa takrat je prišel z Avstralije en Fredi, smo ga kar kengiru klicali. Ampak so bile, pa Vili Prodan, v glavnem zgodbe, jaz sem tako. Jaz sem rad imel, da me, pa še danes, da me kdo po hrbtu praska, žgečka, to meni paše. No in meni je mama vedno nosila ta turški med z Italije, samo meni ta ni bil dober. Boško pa Mušič sta bila pa vse zmešana na ta turški med. In sem rekel, ajde v redu, dobita, sem se na pojstvo na Trebu kolegu, srajco dol dal, sem rekel, zdaj me pa praskite, na koncu bo ta pa turški med dobila. Enega roka začela boleti, je drug začel, pa je še Fredi, kengiru, tako da pa smo pa dosti mi pa dal turški med, pa smo naslednji dan vajo ponovili spet. Pa, predvsem je bilo pa to, enkrat se je meni naredil, no, pa tudi vedno smo imeli ping-pong žogce sabo. In na Dorati gor je bila polička, veš, tukaj na 2-3 centimetre, in smo igrali košarko gor na koncu hodnika. Je padel gor lepo na poličko, pa da se je pravokotno v luft odbila, ne, je koš veljal, če ne, pa ne. Pa smo pa še tam na vrata, pa fuzbal igrali s temi žogco, ne. In jaz enkrat domov bi mogel jeti. Takrat sem bil v Kamniku, domov bi mogel jeti. In tam igramo z Boškotom pa z Mušičem fuzbal, žoga do mene prileti, brcnem in sem z nartom brcnil radiator noter. Ne povedate, ne, čvertik, v redu, bolel, ke 100 hudičev, ne. In šofer s Kamenka me je prišel iskat. Sem šel skoraj po eni nogi v kombinot, samo da sem šel z pediatrije. Pridem v Kamnik, jebem ti, sem dal čevelj dol, ga nisem več nazaj dobil. Ja, kva narediti, rešilca so poklicali, pa smo šli nazaj.
na pediatrijo, ni bilo druge. A ne. In tako da pač takih, kaj veš, zgodb, bolj se jih, kaj je, Boško Pačaričan se vse spomne, še za datum po moje celo ve. Ampak skozi smo bili aktivni, a veš, če druga ni bilo, smo s Plenice žogo naredili, a ne, smo zvili fajn Plenico in je bila poistla gol, pa si streljal kot po rokometu na gol, a ne, skratka, skozi se je dogajalo. Bilo je pa tudi tako, ko sem bil starejši, a ne, sem imel pa vedno trenirko s sabo, spodnji pa zgornji del in popoldne trenirko gor, samo čez pižamo čez, a ne, copate pa sem šel po Ljubljano, ne, pa zvečer na večerjo nazaj prišel, a ne, rekel pa, da grem ven na vrt, a veš, ker na pediatriji je bil vrt od zadaj. Je bila ena taka hiška lesena, pa polet smo vedno ven hodili, ne. Ampak tam noč smo tudi cigarete skrivali, da smo kadili. Take štorije, ampak večinoma pa pobeg naredil po Ljubljani. No pa, bilo je pa tudi enkrat sem imel vnet slepič in sem me pelal na Petra Držaja. Sem bil že masko gor, da me bojo operirali, ampak sem še slišal, nisem bil čisto dokončno omamljen. In se samo spomnim, pride noter, en ženski glas je bil, reče na mojo odgovornost, ne, in takrat so nehali. Pa so me zdravili z nekim ursičajem, pa kaj s tem prepečencem, ampak sem pozdravil to. Ja, veliko je bilo, veš, tudi, tako bom rekel, v Ljubljani. Rečemo, dobro, na stomatološki je bilo drugače, je imela profesor Benedikova tam vedno enega stomatologa, nam je zobe pulil, pa, no, še to je pa sploh dobra zgodba, veš. Krušič se je pisal, tak močen, dec si mu tako roko, kakor od skreta pokrov, res je mu veliko roko, prste take, ki sto hudičo debele. No in gremo, kaj je, Srečo Šuštar, pa Zdenko Topolak, pa jaz. A veš, so vedno en dan prej so ti vzeli odtis, da je pa protezo naredil, ne. Da si imel na čeljusti gor protezo in naj ne bi toliko krvavela. In zjutraj mi, ne vem, ti zdaj en teden bomo sam poslanc, pa nič navmo jedla. Jaz vem, da sem pojedel 7 žemelj z, kaj je, pašteto. Ojej. Gremo not, vsi trije, prvi je mene na stol posadil, ne. In na tisto lopatko da tisto maso, ne, in pritisne meni gor na ta zgornjo čeljust, in ki je bilo veliko mase, ne, je šlo dol proti požiralniku, ne. In on s prstom hoče pobrati, takrat je pa meni se dvigalno, ne. Ampak je pa držal, veš, za čeljust pa za nos je držal, ni spustil tega onga lopatke. In jaz začnem kozlati tam, a veš, kar v curkih je šlo. Je Tulu je rekel, evo se je najedel, kada bi šel na fronto. Asistentka tam, ki je bila, je ona začela kozlati. Na koncu je še zdeneta, kaj je, alergija na krioprecipitator rukala, da se je tam tresel. Je bila skratka katastrofa. Fertik, smo šli nazaj na pediatrijo, jutri še enkrat priti, ni bilo nič z tega, ne. To je bila ena taka, kozlan, veš, koliko je bilo to tam. No, pa je take prigode, ki so, kako bi rekel, ki ostanejo pa izkosu spominu, veš. Ja, s to prihodbo bova zdaj zaključila prvi del našega intervjuja. Vsi, ki bi radi slišali še več teh prigod in kako je potem Alojzij prišel do teh paraolimpijskih iger oziroma iger za invalide,
zveste več v naslednjem delu.